Na sejmišču v Gornji Radgoni v teh dneh poteka že jubilejni 50. kmetijsko-živilski sejem Agra. Na sejmu se tudi letos predstavlja zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Ja, mi kot živilska predelovalna industrija se predstavljamo na razstavnem prostoru naše zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in moram reči, da so se punce izjemno potrudili in nas zelo, zelo lepo predstavljajo. Tako da obiskovalci, ko pridejo mimo, lahko vidijo, koliko članov je včlanjeno v to zbornico, kakšne proizvode delamo, na kakšen način jih proizvajamo, se z nami pogovorijo in mislim, da je to tudi priložnost za vsakega izmed nas. Če povem samo z našega primera, mi se odločamo za take skupne nastope, kjer se ravno tako lahko in zelo kvalitetno predstavimo, kar se pa tiče stroškovno, pa to bistveno ugodneje za nas. V okviru sejma je zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pripravila pester strokovni program, na njenem razstavnem prostoru pa se predstavlja kar 26 podjetij s 50 blagovnimi znamkami. Na letošnjem razstavnem prostoru zbornice kmetijskih in živilskih podjetij se predstavlja 26 naših članov. To so podjetja, ki so se odločila, da predstavijo svoje blagovne znamke. Namen letošnje kampanje Kupujem slovensko je predvsem v tem, da predstavimo to, kar proizvajajo naša podjetja in to so njihovi izdelki z renomiranimi blagovnimi znamkami. Seveda v zadnjem delu stojnice pa morajo seveda potrošniki okusiti to, kar jim ponujamo, tako da se dnevno izmenjujejo podjetja, ki dajejo v pokušino svoje izdelke. V ponedeljek smo imeli tukaj upravni odbor, se pravi člane upravnega odbora. Poslušali smo študijo dr. Kuharja ter ekipe, ki je analizirala odnose v verigi. Z predstavljenim smo delno zadovoljni, delno pa mislim, da bi lahko skupaj pokomentirali določene izsledke delovne skupine, kajti negativni odzivi na neto cene, ki so bile vpeljane na podlagi kodeksa dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi, so tisto, kar smo si mi želeli in dejansko vemo, kaj se bo dogajalo v trgovini naprej. To je, da bodo se trgovinske verige specializirale za določene blagovne znamke, da bodo diferencirale okuse in to je verjetno tudi potem prostor za nova poslovna sodelovanja. Danes je bil dan sadjarjev, se pravi danes je torek. Sadjarji so imeli svoj posvet, predstavili so pa tudi na tiskovni konferenci tiste teme, ki jih žulijo in jih želijo, da jih ministrstvo začne hitreje reševati. Jutri je sreda in je namenjena inovativnosti. Dejansko se nas je povezalo nekaj tistih členov, ki želimo to inovativnost pripeljati tudi do podjetij na tisti pravi način, se pravi podjetja točno vejo, kaj potrebujejo, kje so tisti vzvodi, da jim lahko pomagamo in jutri bomo se sestali z kolegi iz nekaterih tehnoloških parkov ter razpravljali o tej temi. Predstavili bomo tudi nekatere evropske projekte, ki so trenutno v teku, tako da bomo to živilstvo še malček nadgradili. Tudi letos je zbornica v okviru programa na sejmu izvedla tekmovanje za najbolj inovativen živilski proizvod Eko Trofelja 2012. Po lanskoletni izkušnji, ko smo z ekipo študentov potovali v Köln na Nugo in smo ob razglasitvi rezultatov izvedeli, da je ekipa študentov zasegla 3. mesto s svojim izdelkom Crunchy Milli. Moram reči, da smo se letošnje Eko Trofelje Slovenija 2012 lotili z velikim navdušenjem in prav je tako, ker gre za projekt, ki ga na zbornici kmetijskih živilskih podjetij že 4. leto zapored organiziramo, pripravimo in speljamo do te točke, ki smo ji bili priča včeraj. Namreč tukaj na sejmu Agra v Gornji Radgoni je potekala Eko Trofelja Slovenija in dobili smo letošnjega zmagovalca, ekipo študentov, ki so razvili izdelek z imenom Bot Moja. Gre pa za izdelek iz skupine sladkih namazov, gre pa za lešnikov namaz z dodatkom meda in rožiča, brez dodanega sladkorja. Eko-inovativen proizvod, ki se bo na letošnjem sejmu Sijal pomiril v tekmovanju z drugimi državami članicami, tako da oktobra, ko odhajamo na Sijal, pričakujemo z navdušenjem predstavitev naše ekipe 3 študentov in upamo seveda, da celo izboljšamo lanskoletni rezultat.